živetje, glodati vprašanje me in nič mi ne pomaga. Odločitve, velike in male, denar, klonica, skozi špranje, stres, skrbi, adrenalin in odreka se za nekaj, kar kliče po velikih stvareh. Daj, sprosti se, usedi se, zadihaj, začuti bit srca. Daj, sprosti se, usedi se, zadihaj, začuti bit srca. Ta stres te ubija, milijon stvari bi naredila. Časovna stiska vedno pritiska, ali zmoreš ali ne, ne pomaga ti nihče. Tvoj protestira, ves vročiče te provocira. Ki je za energija, da bi oživela v tvojih kosteh. Daj, sprosti se, usedi se, zadihaj, začuti bit srca. Daj, sprosti se, usedi se, zadihaj, začuti bit srca. Poslušaj ga, ustavi se. Na Gorenjsko se selimo v nadaljevanju oddaje Radioaktivno. Skladbo Sprosti se smo slišali skupine Crazy Neighbors, Rok in Brigita pa sta z mano. Lepo zdrav. Živijo. Ste nori sosedje? Ja, se trudimo biti. Zelo ali premalo nore? Pod narekovajem seveda povedano. Ja, ne vem, kako bi rekel. Mogoče v živo se trudimo biti nori, no v živo v smislu na odru, kar se pa tiče zasebnega življenja, smo pa mislim, da dovolj prijatni. Normalni. Kdo vam je potem nadel to ime? Ja, no, to je pa kombinacija tega obojega zdaj. Ko smo začeli, smo imeli prostor za vaje nekje v negacijskem domu, zraven je pa živela neka starejša gospa, ki pa potem ni bila ravno navdušena nad našim, kako bi rekel, osvajanjem glasbe. Tako da nam je parkrat prišla na vrata, da pač ni v redu, da to ni sprejemljivo, da ne moramo za vikend tak hrup delati zraven njene hiše. Tako da potem smo dobili ime in odselili smo se od tega placa in od takrat naprej smo Crazy Neighbors. Brigita, ste Rok zasedba, 5 vas je, če vas še predstaviš, kdo je kdo v zasedbi? Ja, pač jaz sem na vokalu, potem Rok je na bas kitari, ki je danes z nami, Aleš je na solo kitari, Jan na ritem kitari in pa še Anže, ki jo kličemo Karpire, je pa na bobnih. Od leta 2014 sem prebral, da delujete ves čas v rock glasbi, ali dodajate tudi kaj primesi? Ja, v bistvu na začetku smo bili mogoče bolj v pop-rock vodah, se mi zdi. Sicer se je zasedba predvsem zamenjala, Brigita ni bila na začetku glavna vokalistka. Jaz sem back vokale najprej pela, ja, potem nas je pa glavni vokalist dopustil. Ampak to so že daljne zgodovine tudi. To je bilo prvo leto. Ja. Tako, od takrat naprej pa mislim, da smo stilsko zelo nekako ustaljeni. Sedaj avtorsko ustvarjate. Kak mesec nazaj ste dali v poslušanje skladbo Sprosti se, prav primerno za te dni? Ja, res je, ja. Ja, sicer nastala je že kar nekaj let nazaj. Jaz sem jo napisala v Barceloni, ko sem bila tam na dopustu, pa sem opazovala ljudi, pa njihovo hitenje po opravkih. In potem se mi je zdelo smešno, zakaj so tako
napeti, no, in pač nastal je ta komad sprosti se, potem ti čas za sprostitev. Ker tudi turisti so, tako hiteli, ne, si bi rekla. Ja, res je. In Moraš si že vzeti čas za sprostitev, zato da se znaš tudi umiriti. Nekaj dni nazaj pa ste postregli še z drugim singlom, naslovljenim Predstavljaj si, ki pa ima tudi svojo video obliko. tako, vse v bistvu sprosti se ima tudi video obliko, ampak ja, predstavljaj si je novejši komad zdaj, drugi single iz plošče, ki bo išla. Ta pa bomo bolj enostavno temo, oziroma pač kakor si interpretiramo. Načeloma govori o domišljiji. Zdaj bolj podrobno interpretacija se mi pa zdi, da je odvisna od posameznika. Pač meni osebno je nekako govorila o svobodi razmišljanja, da ne zatiramo stvari, sploh če te stvari nikomor ne škodijo, sploh ne zaradi kakšnih starih prepričanj. Tako da meni osebno je ta domišljija, svoboda razmišljanja. Ampak spravim, odprto za interpretacijo. Ali kdaj na oder stopite tako oblečeni kot videospotom, torej v oblekah? Do sedaj še nismo, to pa ideja, da bi to nekako izpeljali na ta način oziroma malo mešano. Zaenkrat pa še ne. Rok, omenil si tudi album, kako daleč ste? Ja, album je pripravljen, bil je načrt, da ga zdaj v aprilu izdamo, bil je že predstavitveni koncert dogovorjen, vse, seveda zdaj zaradi trenutne situacije je to vse v vodo padlo. Tako da, kot sem rekel, pripravljeno je vse, čakamo samo še, da se situacija umiri, na novo organiziramo koncert in bomo pač tako izpeljali, kot se bo dalo. Bomo pa mi sedaj aktualno spustili tudi našim poslušalcem, zato beseda je vajena, da v eter pospremita še skladbo Predstavljaj si. Super, tako kot sem rekel, govori o domišljiji, bodite izvirni, uživajte v življenju in to je to. Predstavljajte si stvari po svoje.